Situacija je seveda srhljiva, ti si eden, njih je milijardu. Kaj že Travis, en Google guy, ki je zdaj NGO na te naše teme, vzpostavil, ki razlaga, da ko se ti soočiš z enim YouTube videjem, se v tem trenutku proti tebi usmeri veliko milijonov dolarjev dobrega hardverja in veliko milijona hourjev kvalitetnega dela na softverju, ki ti preprečuje, da se umakneš od tega YouTubea in ti servira rekomendatione, ki bodo probali biti maksimalno naslonjene na tvoje fascinacije in intelektualna radovednost. To je dober konstrukt. Ti si eden, gledaš v ta monitor, ne razpoznavaš v tej situaciji te asimetrije, ampak asimetrija je fascinantno huge in not to your advantage. Jaz mislim, da je tu prostor za razmislek in za neko ali umetniško inspiracijo ali vzameš molotovko in vržeš v svoj telefon ali neko tako revolucijo. Pa še ena stvar, v bistvu je to tako eno stanje, v katerem zdaj živimo, je najbolj kontrolirano stanje pač v celi poznani zgodovini. Mislim, da do prve svetovne vojne sploh niso obstajale neke potne listine, neki dokumenti za potovanje, pač vsak je lahko šel kamorkoli in je ostal tam, kakor dolgo je hotel. Zakaj v bistvu mi zdaj, večino ljudi verjame, da smo svobodni in da imamo svobodo govora in svobodo misli in da smo najbolj svobodna družba na svetu in v zgodovini, ampak v bistvu smo najmanj svobodna družba. Zakaj še vedno pač vlagamo mi toliko energije pa sredstev pa intelekta v razvoj še bolj advanced tehnologij za nadzor in za to, da smo manj svobodni? Ta isti stavek oziroma isto vprašanje je bilo zastavljeno 20 pa 120 let nazaj. Vedno imaš tako percepcijo dobe, v kateri živiš. Zadnjič je Obama imel tudi neko obviously kot del volilnega govora neko fajn trditev, da kao od vseh zgodovinskih momentov, odkar pomnimo, je današnji moment tisti, v katerem bi izbral, da bi živel, ne? Ker danes je najmanj tega, najbolj varno tisto in podobno. Po drugi strani pa ne vem, Ciceron se pritoževal, da je sodobno življenje nemogoče, frenetično, hitro in neživljivo in jaz to več ne vem, kako ljudje shajajo, ne? To je stvar percepcije, ampak seveda to je easy odgovor, ne? Vprašal si, zakaj investiramo toliko energije in ostalega. Sproti malo redefiniramo svobodo, ne? Tako kot smo prej imeli eno debato pri tem istem DJ pultu o pravu in o podeljevanju pravne subjektivitete robotom, redefiniramo kategorije in stvari nam postajajo normalne. In potem je bilo vprašanje iz publike, ali se spomnite, ko smo korporacijam podelili najprej pravno osebnost in v drugem koraku, kasneje v nadaljevanju, jim nekako dodelili svobodo govora, kar je čista abstrakcija, v ozadju je pa sedela samo potreba, da bi prali korporativni denar na vhodu v politiko, tako imenovani dark money. Duhovito je, da prav eden od velikih AI developerjev, ki je praktično single-handedly izumil tale high frequency trading, ta Mercer, tudi en ključnih investitorjev v Trumpovo zmago bil, da nosilci teh inženirskih zmožnosti se tu pa tam izkažejo tudi za take velike uničevalce družbe, tudi dobesedno, ne samo s svojimi izdelki, ampak tudi kasneje z močjo, ki jo dobijo skozi denar. Torej ja, imaš vedno akterje, ki se ukvarjajo s svojim profitom in svojo agendo in se ne zmenijo za kontekst. V ekonomiji obstaja izraz eksternalije, to je vse tisto okrog blagajne, za kar te boli dupe, ne? To imamo zdaj v Petišovcih, tle v Sloveniji, ko ona naftna družba hoče vrtati in bo potankala nafto, šla stran in bo družba morala socializirati eksternalije, to pomeni plačati ljudem odškodnine za uničene stavbe zaradi potresov, plačati zdravljenje tistim, ki bodo preživeli une rake, ki zdaj nastopajo počasi, zdaj bodo any second now. Eksternalije so name of the game. In imamo sistem, ki ščiti take akterje. Sorry, malo sem zabluzil morda. Ampak vedno obstaja nek balans, ne? A ja? Ja, v vseh sistemih, ne? Drugače ne morejo obstajati. Kaj je pač skupina ali pa neka struktura proti nadzora? Če je to nadzor, ta face recognition, kaj je kontra temu?
Zato sem pokazal te projekte, ko imaš individualne anarhiste ali umetnike, ki se trudijo upreti. Ampak to kažem, kot je Aljoša včeraj govoril spet, Pužar. To so tako fancy, hipsterske stvari, ki jih slučajno osebno obožujemo, ampak niso garant kvalitetnega upora, ki da rezultat. Ne. Po eni strani upirati se moraš, ne, ker that's your identity. Ne. Po drugi strani, če se greš spraševati, kako izgleda zmaga v tem uporu, hitro prideš do tega, da moraš politično stranko narediti, ker če ne boš cel life po ulicah hodil s transparenti ali pa po galerijah z zelo nenavadnimi črtami po obrazu. Ne. To je tvoja osebna potem izbira. Ne. Malo sem se ukvarjal s tem, ne vem, it's tough. Sistem je velik, ti si vedno si ti eden, ki si se ravno kar rodil v vse to, rabiš časa za pogruntati mehanizme, procese, akterje, ne? In se potem organizirati. It's not easy. Ampak je Kathleen, ta teta prvi večer, lepo govorila, kao guys, to, da je težko, ne pomeni, da tega ni treba delati. Mislim, hočem podpreti to stališče, da. Samo ti zdaj nimaš v političnem, recimo v javnem političnem govoru v Sloveniji, nimaš akterjev, razen na momente piratska stranka, ki bi sploh spregovarjali o teh temah. Edini progresivci v tem političnem mainstreamu so daleč prezasedeni s politično ekonomijo in razumem jih, ker jih je eno mestno število v parlamentu, da ne premorejo razširiti svojega skopa še na to tematiko. Jaz ne krivim Lukata Mesca, da ni časkom še za zraven ekspert na temo vpliva tehnologije na družbo. Ne morem, ni fair zameriti take stvari. To je to, mislim, da moramo počasi zaokrožiti Ja, tole zadevo. moramo Ne bom zapirati. vprašal, bom pa sam še kot kost navrgel, pa upam, da ne kost žrtev, recimo stvari kot so New AI can guess whether you're gay or straight from a photograph, pravi članek v Guardianu. Not An algorithm deducted the sexuality of people on dating apps, on dating site with up to 91% accuracy, raising tricky ethical questions. Pa smo spet pri etiki. Ja. Pa še ena raba recimo obraznega prepoznavanja v nekem čisto drugem smislu. The future of fake news. Don't believe everything you read, see or hear. A new breed of video and audio manipulation tools allow for the creation of realistic looking news footage like the now infamous fake Obama speech. Ja. V tem primeru bo treba najbrž, a bi sistem v tem primeru prepoznal recimo tistih 5-6 videov Obame, kateri je pravi Obama? Ta deepfake. Ne. Deepfake. Tricky ethical question. Poznam sistem, vem, kako deluje. Vem, da je zelo prepričljiv tudi za nas. Ne? Nisem pa zasledil, da bi kdo dejansko sproval isto tehnologijo, pravzaprav, ne? Ker je pač globoko učenje z namenom razpoznave v tistem primeru. Ne? Zagotovo pa, ja, mislim, eden izmed korakov vsake biometrične tehnologije je tudi rokovanje z fejki, tako ali drugače, ne, z prezentacijskimi napadi. Tako da tega nisem posebej omenjal in pa zagotovo pa lahko rečem, da v bistvu so tiste tehnologije zelo sorodne temu, kar bi apliciral na odgovarjanje na to vprašanje, ne, kako je s tistim Obamovim videi. Zato sem potegnil to slikico, ne zato, da bi svoje ime dal na veliko platno, v čemu kot narcis vedno uživam, ampak zato, ker ta stric, ki mežika, je zelo pomemben, to je nek moj art piece. To je kolega Alan Turing, ki te pušča na testu, ne, kao, ajde, ti si cool. To se nam zdaj dogaja namreč, da vsak od nas mora, zdaj, ko že 20 let težimo z digitalno nepismenostjo kot nezmožnostjo uporabe keyboarda pa browserja, odkrivamo, da ravno stopamo v novo sfero, novo aromo nepismenosti in to je ta turingovska, ko smo nezmožni prepoznati, ali imamo opravka z robotom ali z osebo. In to je odgovor na vprašanje deepfake-a. Da, vsak od nas bo moral razvijati zmožnost, sposobnost kot oseba in razvijanje te zmožnosti bo tough shit, zato ker, kot vidimo, sistemi dokaj skokovito hitro napreduje. Kar zadeva ta gaydar, prvo ta zgodba je malo hoax izpadla, ne? Ampak tisto, kar je scary shit, je, da pod nekomu je to padlo na pamet developati, ne? Ups, let's talk about that.
I mean, let's not, ker ni časa. In drugo, ta accuracy level, ki ga v industriji, mi smo zadnjič komentirali prav to temo prejšnji teden, v industriji standard ni 91% kvalitete, ampak ena napaka na milijon ali na 10 milijonov razaznav, ker se to v industriji, ponavljam, prevaja v milijonske izgube, če gre za, ne vem, prepoznavanje napak v kosih lesa, ne vem. Ampak tak software, ki ima napako 40%, torej če je 60% accurate, pa je v rokah carinika v Ugandi ali v Srbiji, ne, je orožje, ne, in to pelje k holokaustu, če smem biti nežen. Da, to je za razmisliti malo, ja. No, ja, rabe, izrabe, uporabe, zlorabe. Pejmo stran. Pejmo stran, dosti. Pejmo stran, dosti je bilo. Ok, hvala Peter Per in Vuk Čosić. To so bili izzivi biometrije in obraznega prepoznavanja, sledijo etični vidiki genomskih raziskav že čez nekaj minut. Hvala.
Nekdanja novinarka z področja zdravstva z ozadjem iz ekonomike in menedžmenta v zdravstvu. Ukvarja se z raziskovanjem novih tehnologij v zdravstvu in medicini ter njihovo implementacijo v različnih državah po svetu. Dobrodošla. En lep pozdrav vsem skupaj še z najine strani. Lepo pozdravljam dr. Aleša Mavra, ki je genetik z Kliničnega inštituta za medicinsko genetiko, ki je v zadnjih letih opravil že tisoče genetskih raziskav in med njimi ni bilo njegove. Kako to? A mislim, tako radovedni o sebi pa ne? Ja, v resnici je, damo malo bližje. A se dobro sliši? Ja, v resnici je toliko pacientov, pri katerih ki si bolj zaslužijo genetsko preiskavo, tako kot jo delamo zdaj, da so vedno na prvem mestu oni. Sicer mi naj bi bil noben problem narediti genetske preiskave na svojem genomu. Prepričan sem, da je moj genom zelo dolgočasen v primerjavi s tem, kaj vidimo pri naših bolnikih, ampak enostavno še nisem prišel do tega. Bi bilo pa zelo poučno, da pokažemo, da naš genom ni noben bav in da se v genomu lahko veliko stvari spremeni, veliko črk imamo lahko drugačnih, pa smo še vedno popolnoma zdravi in čisto poprečni ljudje, tako da zato še ne. Sicer prihajam, tako kot je Tjaša omenila, iz Kliničnega inštituta za medicinsko genetiko in sicer moj poklic je, oziroma to, kar vsak dan delam, je to, da odkrivam vzroke genetskih bolezni pri naših pacientih. Najbolj zanimiv del je ta, da pri tem lahko pregledujem genomsko zaporedje. Današnje tehnologije omogočajo, da zelo na enostaven način in zelo na hitro lahko preberemo zaporedje vseh genov človeka in to je izjemno velik izziv v smislu tega, kako to razumeti, kar najdemo. Tako da kar zanimivo delo. Preden greva naprej, morda eno vprašanje za publiko, o katerem sem se pogovarjala, preden sem šla na oder. In sicer iz radovednosti bi vas samo vprašala, če si je kdo med vami že dal pregledati svoj genom, če lahko sam, mogoče kdo dvigne roko. Če je, okej, nimamo. No, evo, to mi je ful všeč, ker jaz sem se tega pogovora zelo veselila ravno zaradi tega razloga, ker genetskih raziskav in tega, kaj so sposobne, o tem danes veliko beremo, veliko poslušamo in jaz recimo, da če me zanima kaj o mojem genomu, ne vem, na koga se obrniti. Se pravi, kaj se zdaj meni splača dati pogledati in kaj ne. Industrija pravi marsikaj. Industrija pravi marsikaj, zdravniki pa marsikaj drugače. In sicer, kot zdravnikom se nam zdijo genetski testi neka zelo, kako bi rekel, zelo zahtevna preiskava, ki ima svoje dobre strani, zelo pomembne dobre strani, ampak seveda tudi številne morebitne posledice. Zato jo uporabljamo le takrat, kadar je to res nujno. Zato se vsaj na slovenskem področju v medicini opravljajo genetski testi res pri pacientih, pri katerih je to res pomembno, bodi se zato, da ugotovimo, kaj je njihova bolezen, bodi zato, da najdemo genetsko spremembo, zato da jim omogočamo napovedovanje, kakšna je verjetnost, da se bolezen ponovi pri njihovih otrocih, pri sorodnikih in pa včasih tudi take najdbe spremenijo terapijo. Včasih potem, ko ugotovimo, kakšna je sprememba v genomu našega pacienta, bolnika, lahko tudi spremenimo terapijo in kar nekaj je bilo uspehov z novimi tehnologijami, ko se je stanje pacientov bistveno izboljšalo navkljub vsem drugim pričakovanjem. Zdaj popolnoma druga stvar pa je to, kar ste omenila, v bistvu komercialni testi. Tukaj pa se pojavi kar dosti problemov in sicer vprašanje tega, so ti komercialni testi res pomembni, kako dragocena in kako zanosljiva je informacija, ki vam jo lahko podajo in kako jo boste uporabili in kaj boste s to informacijo lahko upravili. Poleg tega ne vemo tudi, kaj se dogaja z vašimi podatki, v kakšne namene se uporabljajo, se pravi zelo veliko vprašanj, tako da je v bistvu predvsem odvisno od tega, kaj vas zanima v vašem genomu. Preden zajadrava globje v etične vidike vsega, kar ste omenili, se pravi varovanje podatkov, kaj ti podatki lahko pomenijo in kakšne posledice prinesejo, ko izvemo zanje, morda še ena razjasnitev in sicer, če lahko
poveste, do katere mere je viden napredek v genetiki, se pravi, kako se je tehnologija spremenila, pa tudi to, recimo, koliko preiskav vi opravite danes, kako bolj natančne so te preiskave, včasih se je veliko pošiljalo v tujino, s časom tehnologije postajajo dostopnejše in cenejše, se pravi, kako se to pozna, mogoče malo statistike, da razjasnimo. Ja, sam če tako čisto okvirno povem, je genetika po mojem ena izmed ved, ki je doživela enega najhitrejših napredkov s svetlobno hitrostjo. Nekako si morate predstavljati, da v bistvu šele 50 let nazaj oziroma mogoče 60-70 let nazaj smo sploh spoznali, kako je naš genetski zapis sestavljen, da ga gradijo 4 osnovne črke A, G, C in T. In kako se ta genetski zapis v bistvu prevaja v to, kar dejansko mi smo. Še mogoče 30 let nazaj smo lahko v človeškem genomu poznali mogoče nekaj 1000 črk oziroma nekaj 1000 črk elementov tega zaporedja, kar je nepredstavljivo za današnje čase, ko vemo, da je genom zgrajen iz prek 3 milijard črk genetskega zapisa. Se pravi, bil je občutek, kot da smo tavali v temi, in vse je bilo izjemno zahtevno v času pred letom 2000. Mi sicer nismo vedeli, kje so zapisani geni, nismo vedeli, kje so zapisane bolezni, nismo vedeli, a bomo lahko, ko bomo poznali zaporedje genoma, pojasnili vse bolezni, pojasnili vse naše poteze. In tukaj je bil zelo pomemben projekt Človeški genom, ki je postavil to osnovno sliko človeškega genoma, ampak projekt Človeški genom sam nič ne pove v resnici, oziroma pove le to, kako smo v osnovi zgrajeni, ne pove pa, kaj nas dela različne in kaj nas dela bolne. In v bistvu še v tem času je bilo izjemno težko to raznolikost ugotavljati, ker smo lahko naenkrat določili zaporedje le nekaj promilov človeškega genoma. No, danes so na voljo tehnologije sekvencirane nove generacije, s katerim lahko dejansko preberemo zaporedje človeškega genoma v celoti v roku 1 do 2 dni. Se pravi, za nas je to nepredstavljiv napredek. In kaj to pomeni za posameznika? Se pravi, če sem jaz pred 10 leti dala pogledati svoj genom in če ga dam pogledati danes, kaj lahko pričakujem, kakšne napovedi, kakšna predvidevanja? Zdaj, pred 10 leti skoraj ne bi bilo mogoče pregledati genom, ker nismo imeli še tehnologije, s katero bi lahko to naredili. Dejstvo pa je, da če bi si ga dali pogledati pred 5 leti ali pa mogoče 3 leti, je velika verjetnost, da bi bila spoznanja oziroma informacije, ki bi jih vrnili, sploh ta podjetja, ki delajo testiranje za občutljivost za nekatere bolezni in podobno, da bi bile te napovedi lahko čisto drugačne. Zaradi tega, ker znanje ves čas, mnogi od nas si predstavljajo, da potem, ko poznamo zaporedje posameznika, da potem vemo vse o posamezniku, ampak še daleč ni tako. Dejansko za večino stvari, ki jih vidimo v genomu, danes še ne poznamo njihovega pomena za zdravje, njihovega pomena za naš videz, njihovega pomena za našo višino, inteligenco in tako naprej, tako da se znanje ves čas dograjuje in spreminja, tako da jaz mislim, da bi lahko bil rezultat zelo drugačen. Danes se da odkriti bistveno več kot včasih in tle prideva do prve dileme, etične tudi, s katero se sooči zdravnik, ko recimo neke rezultate dobi. Se pravi, če imamo nek podatek, pa nimamo nobene rešitve, da lahko z njim karkoli naredimo, kaj to za vas kot zdravnika pomeni, kaj boste z bolnikom delili in kaj ne. Pa tudi morda, če se navežem še na komercialne raziskave, koliko se že dogaja, da bolniki z komercialnimi testi prihajajo k vam z željo po neki intervenciji na podlagi rezultatov s trga. Tukaj pa eno zelo pomembno vprašanje ravno tega, ko nam je tehnologija omogočila, da pregledujemo celotno zaporedje človeškega genoma. In sicer dejansko poznamo nekatere spremembe oziroma gene v našem genomu, ki so povezane z pojavom demence, ki je, tako kot ste rekli, neozdravljiva oziroma jo danes še ne znamo preprečevati, s pojavom raka, ki ga lahko bolj ali manj tudi preprečujemo po eni strani, in s pojavom nekaterih drugih bolezni, na katere ne moramo vplivati v svojem zapisu. Zato je tukaj vedno zelo pomembno vprašanje, ko pride recimo k nam bolnik, ki ima težave z živčno-mišičnim sistemom, mi pa opravimo preiskavo celotnega genoma, kar pomeni, da bi lahko ugotavljali oziroma videli tudi spremembe, ko so povezane z rakom, z
nenadno srčno smrtjo in ostalimi stvarmi, ki bi lahko bile pomembne za njegovo zdravje. Zdaj tukaj v medicini, v rutinski praksi, jaz mislim, da je ključnega pomena to, da bolnik zelo dobro pozna test, preden se zanj odloči. Še preden se pacient odloči za to, da bomo pregledali njegovo zaporedje njegovega genoma, jaz mislim, da je ključnega pomena oziroma vedno ponudimo možnost, vedno ponudimo genetsko svetovanje. Tam našim bolnikom povemo, kaj so pričakovani izhodi. In sicer lahko se zgodi, da bomo našli vzrok za njegovo bolezen, lahko se zgodi, da bomo našli nekaj, kar ne razumemo in kar mogoče še nekaj let ne bomo razumeli, lahko se pa zgodi, da najdemo tudi nekaj, kar nismo pričakovali. Se pravi, mogoče neko genetsko spremembo, ki lahko pri pacientu privede do demence, raka in podobno. In tukaj damo našim pacientom možnost, da se odločijo, a želijo, da pogledamo samo tiste spremembe, ki so lahko povezane z njegovo boleznijo, ali pogledamo dejansko čisto vse in potem tudi poročamo rezultat. Če nekaj najdemo, potem to poročamo pacientom. Če se pa pacient odloči, da tega ne želi izvedeti, pa potem sploh ne preiskujemo teh zaporedij. Tako da zelo pomembno je to informiranje pacientov. Zdaj, kako je pa s tem DTC testi, se pravi testi direktno do potrošnika, direct to consumer testi, je pa tako, da je to tržišče, ki je izjemno heterogeno. Vsaj slišali smo iz medijev, da se je dogajalo tudi to, da so recimo posamezniki pošiljali svoje vzorce na podjetja, da bi izvedeli nekaj o svojem poreklu. To so podjetja, kot so My Ancestry in podobno. In potem so izvedeli še za genetsko spremembo, ki bo pri njih pomenila, da imajo 80% verjetnost, da do 80. leta razvijajo demenco, kar je definitivno nekaj, kar je popolno v neskladju s tem, kar si pacient želi oziroma kar je pričakoval od tega testa. Tu se pojavi kar precej vprašanj in eno je to vprašanje odgovornosti. Zdaj, seveda, vi kot zdravnik imate določeno odgovornost do tega, kak je vaš odnos do bolnika in na kak način tudi z njim komunicirate, medtem ko pri recimo komercialnih testih se pa zgodi, da imajo bolj ali manj vsi zraven opozorila oziroma disclaimerje, se pravi, da se izsledki raziskav naj ne uporabljajo kot medicinski nasvet. Ja, točno tako. V bistvu glavna stvar, tako kot sem prej rekel, je to, da je pacient deležnik v procesu genetskega testiranja, se pravi, da pacient razume, kaj genetski test prinaša in tudi kakšni so pričakovani rezultati in da je potem tudi o rezultatih pravilno informiran potem, ko je genetski test opravljen. Zdaj, če ti prek interneta greš na neko spletno stran, naročiš na dom neko škatlico z epruveto, v katero daš malo svoje sline in pošleš to nekam in potem dobiš na svoj zaslon rezultate genetskega testa, pa je, jaz mislim, da situacija bistveno drugačna in ima lahko bistvene in lahko pomeni velik stres za pacienta. Zdaj, kaj pa, to, ko ste pa rekli, da ne odgovarjajo oziroma da na podlagi tega ne moramo narediti zanesljivih medicinskih intervencij oziroma da ne moramo na podlagi tega upravljati medicinskih postopkov, je pa to v resnici zelo res. Na podlagi teh testov, ki jih direktno upravljajo podjetja, ki zbirajo te vzorce in upravljajo genetske teste, so se izkazala za zelo različno v smislu tega, koliko zelo natančno določajo zaporedje našega genoma. Izkazali se je, da nekatere zelo netočno ugotavljajo spremembe in predstavljajte si, da dobite nazaj rezultat genetskega testa, ki pokaže povišeno tveganje oziroma mutacijo povezano z recimo rakom dojke. Potem pa se izkaže, da v pravem diagnostičnem laboratoriju te spremembe sploh ne potrdijo. Letos februarja je bila objavljena študija, ko je eno podjetje 50 takih primerov, kjer so z testi direktno do potrošnika ugotovili spremembe povezane z rakom in samo v 60% se je potem to tudi potrdilo. Se pravi, zelo netočni testi. Potem so bile tudi študije napravljene, predvsem FDA, ameriška FDA je zelo veliko investirala v to, da se razjasni pozicija in pomen testov direktno do potrošnika in na več podjetij so poslali isti vzorec bolnika in kar je bilo najbolj zanimivo, jaz mislim, da so praktično vsi rezultati bili popolnoma različni oziroma v veliki meri različni. Zato, ker ko dobiš rezultat, ko prebereš zaporedje genoma in tudi, če ga pravilno prebereš, ga moraš tudi znati
interpretirati pravilno, moraš znati razumeti, kaj to pomeni za pacienta. In tukaj je veliko teh laboratorijev padlo in prišlo je do velikih neskladij med temi izvidi. Se pravi, tukaj je veliko problemov, zaradi katerih je ta uporabnost teh testov vprašljiva. Še eden največjih problemov pa jaz mislim, da je to, da ti laboratoriji ponujajo, da ponujajo možnost napovedovanja nekaterih bolezni, ki jih v resnici danes z genetskimi preiskavami ne moremo napovedati. Naprimer diabetes, naprimer multipla skleroza, naprimer hipertenzija. In sicer v tem primeru lahko le za nekaj procentov ugotovijo, da imate le za nekaj procentov večje tveganje za te bolezni, ampak na podlagi tega praktično ne moramo upraviti nobene intervencije. Če ugotovijo, da imate povišeno tveganje za recimo nenadno srčno smrt, recimo za 2%, na podlagi tega ustavimo defibrilator, naredimo operativni poseg ali ne. Dejansko tega ne moramo narediti samo na podlagi tako ohlapnih informacij. Tako da veliko problemov na tem področju, jaz mislim. Eden izmed njih je tudi to, da statistika se vedno pokaže na neki populacije in potem je vprašanje, ali je prenosljiva na posameznika. Točno. Se pravi, če imam jaz 60% tveganje za neko bolezen, kako naj vem, a sem v 40%, ki tega tveganja v resnici nima. Točno tako, ja. Tukaj je ta zelo pomembna razlika v tem, da v bistvu te napovedi za te pogoste bolezni, tako kot sem rekel, diabetes, povišen krvni tlak, možganska kap, Crohnova bolezen, ulcerozni kolitis in podobne bolezni so zgolj napovedi in zelo dobro delujejo in na nivoju populacije, kjer ugotovimo recimo, da ima populacija, ki ima eno črko zamenjeno v zaporedju genoma, mogoče za nekaj procentov zvišano tveganje, ampak to nažalost ni prenosljivo na posameznika. Če mi to spremembo najdemo pri posamezniku, to še ne pomeni, da bo razvil eno od teh bolezni, če pa je ne najdemo, pa to še ne pomeni, oziroma ravno obratno, če jo najdemo, to še ne pomeni, da bo razvil in obratno tudi ne gre. Zato, ker posameznik je, mi imamo vsak ima zelo specifično kombinacijo sprememb oziroma različic v našem genomu in tudi, če nimaš tiste, ki je povezana z neko boleznijo, imaš pa lahko 5 drugih, ki pa so, pa jih še ne poznamo. Ne? Tako da, ja. Zdaj sva praktično skoraj rekla, da je vse skupaj brez veze, ampak čistko tudi ni. In obstajajo projekti, ki seveda zbirajo vedno več podatkov. V Ameriki je raziskovalni projekt All of Us, ki sistematično zbira podatke o milijonu prebivalcev, na katerih bodo potem iskali korelacije povezane z geni. Velika Britanija ima projekt 100,000 Genome Project. Skratka, če se predstaviva v prihodnost, nekoč bo teh podatkov več, korelacije bojo bolj jasne. In seveda zdaj prideva do naslednje velike dileme. Če si mi predstavljamo, da nekoč imamo podatke genetskega zapisa vsakega posameznika, je velika etična dilema in vprašanje, ki se tle pojavlja, kakšne so lahko negativne posledice, če ti podatki pridejo v napačne roke. Ena izmed največjih kritik zbiranja in velikih količin podatkov in tudi genetskih je ravno to, ali smo v nevarnosti, da pridemo spet do novega obdobja evgenike in podobnih idej. To je kar veliko vprašanj v bistvu. Najprej bi bilo dobro, da se zavedamo razlike med temi testi, ki se ponujajo na spletu, direktno do potrošnika, te, ki jih lahko kupite, tako da greste na eno spletno stran 23andMe in jih naročite. Zdaj ti testi pogledajo samo tam okrog nekaj 100,000 sprememb v vašem genomu in s tem lahko zelo omejeno zaznajo te bolezni, ki sem jih prej omenil. Zdaj ti projekti novi, ki se pa razvijajo tako v Ameriki, All of Us, kot UK 10K, recimo v Angliji, kjer planirajo sekvencirati na stotine tisočev genomov, pa so taki, da v bistvu preberejo celotno zaporedje. In zdaj specifika recimo projekta UK 100K je ravno v tem, da v bistvu ne delajo takih testov, ki bi napovedovali bolezni, ampak dejansko upravljajo teste pri družinah. Jaz mislim, da je 60% teh 100,000 preiskovancev družin, ki imajo otroka ali pa ki imajo nekoga v družini z neko hudo genetsko boleznijo in odkrivajo to. In dejansko trenutno preliminarni
rezultati kažejo, da dejansko pri nekje 1/4 že postavijo diagnozo za preiskavo genoma. Tako da zelo pomemben projekt, ne samo zaradi tega za te paciente, ki se jim odkrivajo bolezni, ampak tudi zaradi tega, ker gradimo naše znanje o genetski variabilnosti, ki je ključno tudi če prihaja iz Anglije, pomembno tudi za to, kako delamo v Sloveniji. Zdaj, podobna inicijativa je tudi v Ameriki, All of Us, kjer pa jaz mislim, da planirajo sekvencirati prek 1 milijon človeških genomov. Ravno tako pomembna, predvsem jaz mislim, da se še ni dobro začela, ampak zelo pomembna v smislu grajenja našega znanja o tej raznolikosti. Zdaj, drugi del vprašanja je bil, mislim, vezan na to, kaj se dogaja, ko se ti podatki zbirajo. Se pravi, koliko je nevarnosti, da bi zdaj v ZDA je pač zavarovalniški sistem zdravstveni naravnan na način, da če imaš ti predobstoječe stanje, to vpliva na tvojo zavarovalniško premijo. In seveda strah tu je, da bi na podlagi našega genetskega zapisa prišlo do diskriminacije, bodi si pri zavarovanju, bodi si pri zaposlitvi ali pač tudi v drugih primerih. Ja, zdaj v bistvu dejansko vsaj za projekt UK 100K vem, da vsaj poskušajo na najvišjem nivoju zagotavljati varnost podatkov z enkripcijo in z zelo omejenim dostopom raziskovalcev teh podatkov. Podatki so v lasti pacienta, pacient, bolnik in družina lahko v vsakem trenutku zbrišejo svoje podatke iz te baze brez vprašanja, če si to želijo. Lahko jih dobijo, se pravi, imajo celoten nadzor nad podatki v celoti. Zdaj, sicer so zakoni, ki varujejo, vsaj v Ameriki je GINA, recimo akt proti diskriminaciji na podlagi genetskih informacij, ki zapoveduje, da ne prihaja do diskriminacije na podlagi genetskih informacij pri zaposlovanju in pri recimo zavarovalništvu. Tudi v Evropski uniji, jaz mislim, da je priporočilo sveta ministrov bilo izdano leta 2016, ki poskuša zaščititi naše interese na tem področju. Tako da jaz mislim, da vsaj ti projekti, ki so uveljavljeni in